Mladi, ki opustijo šolanje, ne da bi dosegli srednješolsko izobrazbo, so na trgu delovne sile v slabšem položaju kot njihovi vrstniki. Ogrožen je tudi njihov osebni in družbeni razvoj. Brezposelnost na začetku kariere tudi povečuje verjetnost za pogostejšo in dolgotrajnejšo brezposelnost v njihovih zrelejših obdobjih življenja. Zato so programi, kakršen je PUM, pomembni. Mladim iz ranljivih skupin odpirajo priložnosti z individualnim pristopom in celovito obravnavo. Vsaka mlada oseba, ki ne pomagamo na poti vključevanja v družbo, pomeni izgubo potenciala, zato moramo narediti kot družba vse, da to preprečimo. Vsak si zasluži priložnost, da najde svojo osebno in poklicno pot. Program je zagotovo eden bolj prepoznavnih programov tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru. Z leti se je razvijal in nagrajeval, se izboljševal glede na potrebe okolja in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Eden ključnih izzivov je zagotovo najti način, kako doseči mlade, katerim je program namenjen, jih aktivirati in motivirati, da se vključijo v program, ki jim bo pomagal na poti k boljši prihodnosti. Še posebej pomembno pa je, da v tem procesu sodelujemo vsi vpeti akterji. My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Človek dela na začetku življenja glavne odločitve za celo življenje. Odločitve, ker nastajajo stvari, s katerih ne moreš več obrniti ure nazaj pa reči, če bi to lahko zbrisal iz mojega življenja ali pa naredil sem napako. To so nepopravljive napake, ki se ti vlečejo, potem so del tvojega življenja vse skozi. In mislim, da je mlade upravičeno strah, na kakšno pot stopiti. Kaj bom jaz, kam naj grem, kaj naj počnem, kaj naj začnem, s kom naj se družim. Vsi ljudje, posebej pa mladi, rabijo neko pripadnost eni skupini. In ko izstopijo iz tega sistema, oni te pripadnosti nimajo in to je kar hud hendikep za njih. Gre za mlade, ki potrebujejo veliko ljubezni, ki potrebujejo veliko podpore in ki potrebujejo eno presrečno toplino, ki potrebujejo nekoga, ki jih sprejme točno take, kot so, za vso njihovo prtljago. Zdi se mi, da v družbi, v kateri živimo, mladi zelo čutijo razlike. Jaz mislim, da so zelo zaznamovani z izključenostjo, z občutkom, da nikamor ne pripadajo. Na PUM-u se mi zdi to najprej najdejo. Recimo neki povprečni najstnik je dobival skozi vzgojo pa podporo staršev pohvale, nagrade, povratne informacije. PUM-ovci vse, kar so dobili, so vedno samo dobili, kak so slabi, kak jim ne uspe, jim ni v šoli uspelo. In to so mladi, ki celo življenje v bistvu pada po njih. Dejansko jaz se spomnim mladostnika, ki je prišel pa rekel, ti si edina, ko si mi rekla, pač ti se sprejemam tacga, ko si. Nikoli nisem tega slišal v šoli. Vedno sem bil jaz tisti, ki sem ven štrlel. In to se mi zdi ful pomembno. Ja, na PUM-u se eni dejansko se prvič srečajo z podpornim okoljem. Komaj, ko vidijo, da se jim nič ne bo zgodilo, da vztrajajo v neki situaciji, da je vse okoli njih res sproščeno, potem se oni upajo počasi malo sprostiti. Največ je ta odnos, da mi se ne dajemo kot neka avtoriteta, kot neki učitelji, da smo mi iskreni z njimi, da mi povemo tudi, kako se mi počutimo, mi ne skrivamo. Če si ti iskren, če si ti, dosleden pri vsem tem, tukaj si pridobiš avtoriteto, ne rabiš ti, da te nekdo vika ali pa da si nad nekom. To ni program, ki bo imel učne načrte. To ni program, ima program dela, ima program tema srečanje, so teme srečanj te skupine mladih, ampak cilji so drugi, cilji so premiki v stališčih, v vrednotah in v samopodobi. Ni nekih kalupov, ni nekih učnih načrtov, ampak so bolj sproščene možnosti. Mi jih zelo veliko sprašujemo, kaj si želite, kako bi to naredili. Povejte, tudi mi vsega ne vemo. Na tak način dobijo priložnost, da sami izrazijo, da podajo pobude in to jim tudi veliko pomeni. To je naš prostor, to je naša čast, ni samo za nas, ampak tudi za vse vas. To je naš prostor. Ko pridejo take situacije, kjer so oni lahko sproščeni, da mi skupaj uživamo, pa da je tak čist
Potem prije lahko tudi do teh sproščenih pristnih odnosov, pa tega, ne, ko vidijo, da smo mi tudi ljudje, pa... Pa da si zraven, ne? Da poješ zraven, da poješ z njimi, da igraš kitaro z njimi. Še ena razlika je, kjer pa mislim, da Pumovci so v prednosti pred temi, ki hodijo redno v šolo. Ustvarjalni so zelo. Oni niso bili tako fejst ukalupljeni v pravila, v sisteme in to in so tako raznoliki, taki večina, mislim, dosti jih je umetniških, ampak ne vem, se mi zdi, ko se lotimo nekega dela, da so zelo ustvarjalni, da dosti bolj široko razmišljajo o nekaterih konceptih, ko pa na primer neki dijak, ki pa je že točno ve, to se tako naredi, to se tako analizira, ne. Kje pride do te spremembe, ko se spremeni ta njihova samopodoba iz žrtve zmagovalca? Da on nekaj prispeva, da on nekaj dobrega da, da je on dal nekaj od sebe. Ja. Mi smo v lanskem letu imeli en krasen projekt, ki smo ga poimenovali Zgodbe o prijateljstvu. To je nastalo tudi čisto spontano. Ko smo se na jutranji animaciji pogovarjali o tem, kaj bi delali, je en fant rekel, ker je bil zelo tak umetnik, jaz pa bi rad porisal rad bi porisal vse stene, jaz bi rad risal, samo to me zanima. In vem, da on se je resnično tu najdel. No? Ne vem, nekateri so rekli, dajmo pisati, dajmo izdati pravljice za otroke. In nastala je res krasna zadevica. No? Mladi so pisali zgodbe iz svojega otroštva. Ta fant je te zgodbice vse ilustriral. On je tako užival, ko je lahko risal te zgodbe. Ker smo imeli tudi dve deklice, ki sta imeli kosovsko državljanstvo. Oni dve sta to prevedli v albanščino. To je bila ena taka zadevica, s katero je cela skupina dihala, ko mi so potem čakali, mi smo to potem tudi sami oblikovali in izdali. In tudi s takim ponosom so vzeli to knjigo v roke in jo pokazali. To je zato en projekt, na katerega smo bili zelo ponosni. Pa jaz ne vem, kaj se zdi tako, ko razmišljam se čez ta leta, da je vedno znova fascinantna kuhinja pri nas. Ja. Mislim, da iz tega vidika, ker se mladostnik v tistih 2 urah izkaže, rezultat je viden in vsi smo v bistvu nahranjeni, pa če je še dobro, je pa sploh fajno. Ne? In hkrati se veliko naučijo. Ne? In se mi zdi, da nikoli
recimo, da bi bila skupina mladostnikov rekla, to pa nam ni, ne. Vedno, dajmo to skuhati, ne. In to mi je res dobro, ni odmevno, recimo, da bi na zunaj, ne, ampak vsak se pa lahko dokaže, ne. Osebnost se spreminja v tako imenovanih intimnih odnosih. Intimni pomeni, da je tvoj prijatelj, ki mu zaupaš. Da veš, da tudi če boš napako naredil, te ne bo pokregal, ampak ti bo popravil jo ali pa pokazal, kako jo lahko popraviš. Eno medsebojno zaupanje pomeni veliko bližino in temu pravimo intimen odnos. Ne koliko imaš odnosov s koliko ljudmi, ampak ali imaš kakega, ki je dovolj intenziven, da se oblikuješ. Človek se ob človeku oblikuje, v samoti razpada. Meni je pomenil v bistvu prvo veliko prelomnico v mojem življenju. Prišel sem pri 15 letih in 130 kilah in tako s celim koktajlom mentalnih problemov. In takrat so v bistvu tako moja familija kot tudi strokovnjaki, čeprav sem dobro hotel, v bistvu mislili, da bom vegetiral cel življenje. Tukaj sem pa v bistvu se nekako na novo odprl in spremenil svoje življenje in v bistvu sem danes športnik in motivacijski govorc, tako da sem eternally hvaležen Pumu. Ker pač Pum je ena taka odskočna deska, kjer se najrazličnejši ljudje z najrazličnejšimi izzivi lahko nekako povežejo in pogovarjajo in postavijo življenje nazaj na noge. Koliko sem prišel, sem tako po cele dneve samo pod dekco spal. Pa jedu. Kljub temu, da je bil ves čas pod dekco, ko smo imeli recimo delavnice, in on se je iz globokega spanca kar naenkrat prebudil in nekaj komentiral. In takrat je bilo to, zame je bil to v bistvu tisti znak, da on ves čas v bistvu spremlja in da zelo konstruktivne komentarje potem da, kadar jih da. Mentorice na Pumu so res krasne, ker res vidijo najboljše v vsakmu. Tam, kjer drugi ne vidijo več upanja, ga oni vidijo in ga tudi znajo ven spraviti in človeka spraviti ven iz cone obdobja. Vsaka pride sem, jaz recimo nikoli ne pomislim, a to bo ali ne bo. Pač gremo z dneva v dan, vidimo napredke in pol iz tega, kar delaš z dneva v dan, iz tega ven naprej greš in iz tega ven delaš in črpaš stvari. In se mi zdi, da to je tisto, kar pri Pumu najbolj vleče, ker v bistvu gre za take ekstremne spremembe. To se pravi, od ležanja pod dekco brez s 5 besedami na teden, je pa potem Mitja začel tako govoriti, da v bistvu, jaz se spomnim, da sem pa rekla, Mitja, prosim, daj bo malo tiho. In tako, pa eno leto tišine, pa eno leto pa pol tišine. In v bistvu to tako vleče, ker vidiš tako veliko spremembo pri človeku in to je to, se mi zdi. Nekdo se bo po parih dneh odprl, ne vsakmu moraš dati čas. Nekdo bo pa rabil 2-3 mesece, da bo kaj povedal, ne. Ampak treba je tiskrat se začutiti, pa tiskrat imeti čas za njega, ne. In to je tisto, kar je fajn na Pumu, ker res nisi odvisen, da pa moraš narediti nekaj v tistem trenutku do konca, ne. Z mentorcem imaš tak odnos, lahko se rekel skoraj prijateljski in res se lahko v čemerkoli pač z njimi pogovarjaš, karkoli te že matra, tudi se pripravljali čas vzeti, pa posvetiti, ne vem, par ur pogovora, če ga rabaš, čeprav mu je ogromno za delati. Vidiš pri njih napredke, rezultate in vidiš, da si uspešen, da so oni uspešni in da nekaj dobiš nazaj. Potem pa še ena velika prelomnica je v bistvu, ki se je bila tako delno narejena, nekako ne glih s pomočjo Puma, ampak s pomočjo mentorsk, smo bili takrat skoraj da bolj prijatelji kot mentorji. Potem sem v bistvu, kako jaz mi rekla, sem potem še prihajal sem na Pum. Malo zato, da sem pač vse dal ven, ker sem mu zapovedati, malo pa tudi zato, da so me mentorce res pogrešali. In v bistvu, spomnim se pač, jaz prišel sem v šolo, bil sem, koliko sem bil takrat, 17 let star. In je pač valjda prva stvar, ki sem jo poradil, da imam pač res hude sošolke in sem pač enkrat to tle omenil Nasti in mi pač Nasti je rekla, da pač verjame, ampak da pač jaz sem pa bil tak, kakšen sem bil in da moram shujšati in sem v bistvu zaradi teh obenem prijaznih pa iskrenih besed mentorca, ki res hoče pomagati, sem se pa jaz spravil hujšati in sem v bistvu pol leta 50 kg dol zbil in tako, ne vem. Predtem me še noben ni toliko zmotiviral, kakor sem je tukaj. Ljudje nimajo tako osebnega stika z njimi, kot ga imamo lahko mi tukaj mentorci, ki jih vidimo vsak dan in vzpostavimo en zaupan odnos. In potem lahko tudi na ta način delamo, ker se nam bolj zaupajo, ker nam verjamejo, ker smo vsak dan skupaj in ne vem. Pa še en tak celosten pristop imamo, tukaj dobijo all inclusive, vse dobijo, kar rabijo zase, kar rabijo, da se dobro počutijo, da so varni v tej hiši,
da napredujejo na šolskem področju, na osebnem področju. A ne? Če pa tega ni, se pa mladostnike pošilja od vrat do vrat, ker povsod sicer nekaj dobijo, kar je super, ampak Ne znajo sestaviti. tako, ne znajo sestaviti, pa tudi že tako imajo slabe izkušnje iz preteklosti in da se jih potem pošilja od vrat do vrat je slabš, ker ni takega efekta. Ja, pa vedno bo delež, ne vem, mladih, ki jim pač dejstvo je, da jim ta sistem nekako ne odgovarja in se ne najdejo noter, a ne. In se mi zdi pa res škoda, a ne, da jim pa ne ponudimo še drugih možnosti pa priložnosti. Saj konec koncev, ne vem, pri 20-ih ne bo nič več pomembno, a ne, kje si naredil šolo pa na kakšen način. Zdaj, če pa izpadeš totalno ven iz sistema, se ti pa res lahko življenje pa za cel življenje nekako zakomplicira, no, tako se mi zdi, no. Ti programi v bistvu morajo vsaj v tem smislu podzidati, pripraviti to pot v življenje in jim pokazati, pomagati jim vsakemu posebej mlademu, da odkrije, kaj bi bil on, kaj so njegove sanje. Moje sanje so, da bi imel družino, da bi imel dobre avte, pa kakšno dobro službo, dobro plačo, živel srečno, da bi ne imel kakšnih zdravstvenih problemov. Rada se družim, rada delam z ljudmi, tudi španščina mi je bolj zanimiva. Ne vem, če bi tukaj v tej smeri, da bi prevajala. Drugače pa ne vem, neki prav, da sanjam o tem obih, ne. Moje sanje so, da bi postal kitarist, v bistvu glasbenik, dokončanje šole. Kovaštvo in kot hobi. Moje sanje so, da bi bilo vse avtomatsko narejeno, da ko se zbudim, ko jem kosilo, je kosilo samo od sebe narejeno, kar naredi robot. Potem tudi peljem se z robotom, tako avtonomna vožnja, potem vsi prejmejo univerzalni temeljni dohodek. Moje sanje so, da bi ljudje spoznali za tisto, kar sem, da bi uresničili vse tisto, kar si zmeri želim, na primer glasbeno kariero, pesmi, da snemanje filmov. Nekaj ustanoviti, nekaj narediti in omogočiti tem mladim, da bi lahko prišli do dela. Boljši svet, za vse. Da bi se oženil in da bi postal programer. Da bi vsi imeli enako izhodišče, ker se mi zdi, da če imajo enako izhodišče, je potem res samo od njih odvisno, kaj iz sebe naredijo. Jaz mislim, da so to nekako neki tipični najstniki, ampak se jim je pač na tej njihovi poti malo spodrsnila. In nekako so se znašli z enih določenih razlogov, ali so to zdravstveni, ali so družinski, ali pač nekaj se mi je v življenju zgodilo, da zadeva ni stekla gladko. In sam neki suporta rabijo in takrat potem stvar po določenem času gre. Ustvarjalnost je neka vrsta svoboda ali pa osnova svobode. Ampak ustvarjalen je lahko vsak človek. Veste, danes se zahtevajo kompetence osebnosti, ustvarjalnost, samoiniciativnost. Ti si nosilec iniciative v tvojem življenju in to moraš sprejeti. Družba je vrtinec, ni več piramida. Pri Pumu mi je dobro tudi, ker te oni tudi to na pravo pot spravijo v to smer, kaj bi ti rad. Ker če sam ne veš, na koga se obrniti za to dekoracijo, pa ne vem, take stvari, ti oni pomagajo, kak kontakt najdete ali pa kaj. In ja, so bi na tak način pomagali poiskati kakšne ljudi, za katere lahko dekoriram. Zame prava pot to, da
čim več pač delam na tem, kar bi rad delal v življenju, pa kar me veseli. So mi všeč programi, kot je PUM, zaradi tega, ker mladim pustijo ful več svobode, kot sam šolski sistem. In tudi bolj delajo na ciljih vsakega posameznika. Zato rajši obiskujem PUM kot šolo, manj tega strahu, več manj sproščenosti. Bolj bi mogla mlade, nasploh ljudi učiti tega preživetja. Sej ni nič narobe s tem, da nam dajo neko splošno znanje, ampak to znanje nam ful ne more pomagati, če mi se ne znamo sami znajti v tem sistemu, če sami ne vemo, kako se kaj v tem sistemu naredi, če sami ne vemo, kako sami sebi pomagati. Ne vem, na prvem partiju, ker sva se v bistvu čistko spontano spomnila. Smo pač prvič tole mrežo imeli. In sva pač pol bila sam tako, kaj če greva za foro organizatorjem napisati, če bi lahko prišla dekorirati, in so rekli, da ja. In je prišlo tako ene 10 folka do nas, da je ful bolano, da bi rabili še več takih stvari po klubu. In mi je bilo ful všeč, da sva že v bistvu to prvič, ko sva dekorirala, dobila tak lep odziv od organizatorjev in od ljudi. Mlade ljudi, skupino mladih ljudi, enega po enega, pripelje do tega, da sprejme sebe in reče, jaz sem v redu, pa naj rečejo, kar hočejo. Da dobi potrebno samozavest, da se mu izboljša samopodoba. Mislim, da je to ogromna zasluga takega programa, ko to naredi. Zdaj bi šla nazaj v šolo, ker pogrešam ta folk. Pogrešam to, koliko sem actually sposobna narediti sebe. Probamo nekako vrniti tisto zaupanje vase, da nekako poiščejo neki cilj, nek smisel, da najdejo in da se lahko vrnejo ponavadi ti mladi v redno šolanje. Koliko je nice fotkati. Zdaj bi šla v temnico. Zdaj ful razmišljam, da bi se nazaj vpisala. I can fly into the